kot v imenu sestavah šole za častnike, kot tudi bivše poveljnice polkovnice Peščeve, ki me je pred 3 urami klicala. Vam želim vse dobro na vaši nadaljni častniški in osebni karierni poti. Srečno, 24. generacija. To je dejstvo. In biti častnica ali pa častnik Slovenske vojske je odgovorna naloga. Odgovorna, sploh na prvi stopnički, zelo odgovorna z omejenimi pristojnostmi. Zavedajte se pa, da je pa hkrati častna. Apeliram na vas, da vodite svoje vojake po svoji vesti, zgledom in predvsem častno, kot sem že dejal. Bodite preudarni, premišljeni in pogumni. Bodite svojim podrejenim, ne le vodje, temveč voditelji. Bodite jim zgled. Zahvalil bi se tudi družinam, pa ne zato, kar ste pretrpeli danes, za vse tisto, kar boste morali pretrpeti naprej. In hvala za vso podporo, ki nam jo dajete. Zaradi tega imamo, mislim, da dobro vojsko, imamo dobre pripadnike in hvala tudi vsem vam. Hvala lepa, da ste zdržali to pot. Hvala lepa, da ste se odločili za to pot. In hvala lepa za vse, kar boste storili v prihodnje, da bo vaš častniški naziv upravičen z vašimi častnimi dejanji. Hvala lepa in srečno! Smo kandidati 24. generacije šole za častnike prejeli čin poročnika. Odpravljamo se na specializacijo, ki bo trajala nekaj mesecev, na to pa bomo prevzeli svoje dolžnosti v enotah Slovenske vojske. Zame osebno to pomeni, tako kot za ostale, pridobitev čina, vendar to zaključuje na nek način zaokroža v celoto 4-letno šolanje na Vojaški akademiji in sedaj še krajše usposabljanje na šoli za častnike. Leta 2006 sem že nekako vključena v Slovensko vojsko, ko sem prvič šla na vojaški tabor. 2007 sem se ga ponovno udeležila, potem sem šla leta 2008 služiti vojaški rok v Novo mesto. Od 2010 pa sem vključena v prostovoljno rezervno sestavo Slovenske vojske v 132. pehotnemu polku, prej bil to gorski bataljon v Bohinjski Beli. Zdaj sem pa zaključila šolanje na šoli za častnike.